Dobrodošli na današnjem predavanju z naslovom Zdravje črevesja in uporabo alternativnih pristopov. Mogoče takoj na začetku tisto, kar je nujno za povedati, da alternativna medicina je podpora, ni zdravljenje, ne smemo govoriti o tem, čeprav bomo skozi predavanje in skozi verjetno tudi vaše izkušnje mogoče potrdili tudi kakšno stvar na drugačen način. Tudi jaz izhajam iz zdravstvenega področja, moja prva profesija je bila pač fizioterapevt, še vedno sem fizioterapevt. Zakaj sem se pa začela ukvarjati z bioresonanco, je pa to zato, ker je moja hči zbolela, ko je bila stara 3 leta, za borelijo in je imela pač eno hudo obliko borelije in sem potem seveda poleg klasičnega zdravljenja poiskala alternativo. Bila sem presenečena, navdušena in predvsem premalo sem poznala bioresonanco takrat, da bi si znala zamišljati, da bo recimo taka terapija lahko tako zelo učinkovita. In seveda, ker sem očitno nemiren duh, me je to zelo zanimalo in potem sem kmalu postala tudi jaz bioresonančna terapevtka, tako da upam, da tudi marsikdo, ki je bil že pri nas v Vita Spa, bi lahko delil kakšno pač lepo izkušnjo. Zakaj črevesje? Zakaj smo se odločili za predavanje o črevesju? Mogoče, če odprete katerikoli članek, revije, poljudne, take drugačne, ali pa tudi na internetu, zdaj se o črevesju res veliko govori. Ampak mislim, da je zelo prav. Govori se je mnogo premalo, ko smo mi bili mladi, Zdaj, mislim, da je prav, da imamo še vsem, tudi mi, ki smo že, 50 plus in tako naprej, še čas, da nekaj naredimo za to svoje zdravje, predvsem pa, da lahko opolnomočimo vse tiste mlajše od sebe, ki jih imamo doma, blizu nas in tako naprej. Zato se mi zdi prav, da o črevesju vemo veliko ali pa ravno prav. Kaj je vloga črevesja? Najbrž vsi veste. A veste? Vemo, da je osrednji del prebavil, kjer dejansko se hrana dokončno razgradi, hranila se vsrkajo, ostanki pač izločijo. Poleg tega pa ima črevesje izjemno vlogo pri imunskem sistemu. O tem bomo danes zelo veliko govorili. In sicer zato, ker je kar 70% teh imunskih celic je v črevesju. Potem ravnovesje mikrobiote. Kaj je sploh mikrobiota? Mi smo dejansko en živ organizem, itak da smo, ne samo, da komuniciramo navzven, v našem telesu med seboj komunicirajo živi organizmi. Mi imamo ene zelo fajne bakterije v črevesju, ki so med seboj lahko zelo prijatelje. V nekem trenutku, pa se v črevesju zgodi tudi vojna. In potem imamo dobre in slabe bakterije. In mi težave. Veliko težav. Potem črevesje je tudi proizvodnja nekaterih vitaminov, predvsem skupine B in K2, in pa ta povezava med možgani, črevesje in možgani. V bistvu, ko se dejansko črevesje in možgani med sabo pogovarjajo. Jaz bom zelo, tako ne bom dolgovezla, zelo na hitro vam bom te stvari razložila, ampak prav pa je, za tiste, ki ste že malo pozabili anatomijo iz šole, da vemo, kaj pomeni sploh avtonomni živčni sistem, kaj pomeni, da naše črevesje ali pa naša prebava deluje. A vi razmišljate o tem čez dan, kako vaše črevesje deluje? A včasih pa, Sploh takrat, ko vas opozori. Takrat, ja. Ampak v resnici je to avtonomni živčni sistem. Se pravi, nezavedno od našega zavestnega sistema naše telo, naša prebava deluje. Ne razmišljamo o njej. In avtonomni živčni sistem seveda uravnava tudi naše dihanje.
prebavo, srčni utrip, krvni tlak, kaj bi se pa zgodilo z nami, če bi mi mogli na vse to misliti, kolikrat srce utripne pa tako naprej, nobenega od nas ne bilo več, po mojem, ki bi pozabili na to, to so vsi procesi, ki se dejansko dogajajo v ozadju. In to je en krasen sistem, je tale živčni sistem, sicer zelo, zelo zapleten, tako kot smo dejansko zapleteni tudi mi. In deli se pa na simpatični in pa parasimpatični živčni sistem, to vam ni treba vedeti, ker nam nič pisali na koncu novega testa, ampak kljub vsemu, toliko da veste, nekaj za akcijo, nekaj pa za počitek. Telesu se samodejno prilagaja, kadar smo v nevarnosti, nas seveda kaj brani oziroma navduši za neko, pripravi za neko akcijo, ko pa smo varni, se nam pa kaj dogaja, radi počivamo, spimo in smo pripravljeni v bistvu na regeneracijo. Zdaj, medtem ko somatski živčni sistem je pa to, ko ste vi žejni ali pa ko zdajle poslušate, ko sedite, ko se zavestno odločite, da boste dejansko delali neko zadevo, pili, dvignili kozarc, telovadili, šli jutri hoditi in tako naprej. To je pa zdaj mogoče ena stvar, ki je pa malo bolj nova, črevesje kot drugi možgani. Dejansko je v našem črevesju ena taka mreža, kjer, ne vem, kdo je to štel, ali je to prispodoba, približno več kot 100 milijonov živčnih celic. In se nahajajo v bistvu v steni prebavil. In tudi deluje ta sistem avtonomno, se pravi neodvisno od našega razmišljanja. Se pa nahajajo te celice od požiralnika do danke, se pravi po celotnem prebavnem sistemu, po celotni cevi, imamo mi ta sistem, ki dejansko navznoter sam komunicira. Zato, da prebava seveda teče, in se tega ne zavedamo, skrbi, da se v bistvu hranila izločajo oziroma vsrkavajo v naše celice, tisto, kar je pa ostanek, pa se izloča, kar mi pač dnevno ali pa na 3 dni ali pa tedensko, vse je v resnici normalno, govorimo o normalni prebavi. Zdaj, zelo pomemben je tudi izločanje encimov in pa teh prebavnih sokov. Zdaj, jaz sem si to predavanje zamislila približno na težave, kot jih opisujejo recimo naše stranke, ki prihajajo k nam na bioresonanco. Potem bomo pa zadevo tudi malo povezali z Zeparjem, ki ga vi poznate, mogoče bolj, ne vem, če vsi, predvidevam. Še kaj boste povedala? Komunikacija z možgani. Kaj pa je to? Zdaj črevesje govori možganom. V resnici je tako. Črevesje in možgani sta povezana prek vagusnega živca. Obstajajo prav posebne vaje za vagusni živc. To je sicer tema čistega drugega predavanja, ki vam ga tudi priporočam, da si ga najdete. Veliko o tem se piše. Skratka, na vagus lahko vsaj malo vplivamo, predvsem za samo držo, z dihanjem, z določenimi položaji. Črevesje in možgani pa dejansko komunicirata prek tega živca, in sicer preko hormonov in nevrotransmiterjev. In 90% teh signalov gre iz črevesja v možgane. In zdaj pa to zelo pomembno, takrat, ko ste vi malo sitni, ko se ne počutite dobro, ko hočete zapadati kot v eno depresijo, ste malo anksiozni. Vse to se ni zgodilo v vaši glavi ali pa v vašem srcu, ampak se je v resnici zgodilo v vašem črevesju. In mogoče boste od danes naprej ali pa jutri razmišljali o prehrani, o gibanju,
o vodi nenazadnje in uporabi vseh teh pripomočkov, ki nam lajšajo življenje drugače. Ker se boste zavedali, a ne, da je črevesje dejansko temelj našega zdravja. Seveda je srce zelo pomembno, najbolj pomembno, na koncu ugasne, a ne. Ampak, a ne, dokler pa srce bije, je pa vse spravljam tule noter v tem našem črevesju, a ne. In že zdaj, če pomislimo, kako mi zdajle sedimo, a ne, kako drugače je, če sedimo vzravnano, lepo, imamo lepo medenico, primerno, nezvrnjeno nazaj, naprej in tako naprej, kako drugače naše telo deluje. To bomo še tudi malo pol potelovadili. Okej. Naloge tega sistema živčnega novega, ki smo ga videli, upravlja gibanje črevesja. No. Peristaltiko, ritmično premikanje hrane skozi prebavila. Danes zjutraj sem bila v službi, kakšno soboto pač delam in ker sem vedela, da imam popoldansko delovno, pa sem si privoščila še dopoldansko delovno, je bila ena deklica, ki se že leto pa pol, jo je danes mamica prvič pripeljala na bioresonanco, ukvarja z zaprtjem. In deklica je zaprta tako, da gre 2 jablato enkrat na teden. A ne? To je resen problem. In mislim, 1 let pa pol se s tem ukvarjajo. Ja, pa dobro, se obstajajo tudi probiotiki, kaj pa jejo? Vse so že probali, od probiotikov, vse zdravniške preglede, kri, preiskave, nič ni pokazalo, dejansko, da je kaj narobe. Saj ta-mala dobro funkcionira, še celo luštna je, niti se ni nič zredila, ne, nekdo bi rekel, zdaj pa enkrat na teden odvajaš, se boš pa zredil in tako naprej, ne. Bomo pol povedali. Pa sploh se dosti je, zadostno količino. Ja, rekla je, da ja. Se pravi, usklajuje prebavne sokove in encime. Jaz ugotavljam, da po 35. letu praktično čisto vsakemu od nas manjkajo prebavni encimi. Zdaj, koliko in kdaj se jih sprosti, a ne, to zdaj govorimo o idealnem telesu, ki ga pa, po mojem, ima samo ljudka. Sodeluje z mikrobioto, smo že prej rekli, a ne, komunicira z bakterijami, dobrimi in človeškim telesom in pa potem se prenašajo te informacije v možgane. Torej, komunicira z možgani, to je pa tisto, kar smo prej rekli, odvisno kako se počutiš, na kateri stopnji dobrega ali pa slabega počutja si, žalosten, evforičen in tako naprej. Vse to lahko izhaja ali pa ne lahko, dejansko izhaja iz črevesja. Zdaj mogoče še to, no, marsikdo ne loči, kaj pomeni prebava in presnova. Jaz pri bioresonanci tudi vedno vprašam, kako pa kaj je vaša prebava, a ne, v redu, super, a ne, vsako jutro in tako naprej. Pa preko testiranja ugotovimo, a ne, da je problem pri sami presnovi recimo maščob ali pa beljakovin, da je pomanjkanje prebavnih encimov in tako naprej. In potem, ko začnemo malo bolj v detajle stvar gledati, a ne, potem ugotovimo, da dejansko je pa presnova lahko slaba. In kaj je zdaj prebava? A vemo, to, kar mi zjutraj počnemo neobičajno na WC-ju, se pravi mehanski in kemični proces razgradnje hrane na manjše enote, da v ustih, želodcu, tankem črevesju in pa potem na koncu v WC školjki, a ne. Presnova je pa v bistvu to, kaj telo dejansko od te naše hrane, ki smo jo zaužili, vzame. In kam zdaj to naloži, ne. In zdaj, če bi rekli, da je prebava razbijanje hrane na majhne kose, je v bistvu presnova uporaba sestavnih delov. Kaj pa, če ta dekle ima samo toliko boljšo presnovo? Ne, nima. Ja, lahko bi pa tudi bilo. Ker ena telesa znajo zelo dobro izkoristiti vso hrano in ni veliko odpadkov. Ja, tudi to je res. Pa nekaterim, jaz pravim, v dobrem kotlu vse zgori, a ne.
pa je nekdo zelo vitek, a ne, pa veliko poje, nekdo pa ni tako vitek, pa precej manj poje, a ne, pa se mu vse naloži. Vse to je presnova. In poznamo tudi recimo organe, a ne, ki zelo vplivajo na presnovo. En tak organ je na primer ščitnica, a ne, ki ima zelo, zelo pomembno vlogo nadzora nad samo presnovo v telesu. Tako da ni, ja, a ste hoteli še reči kaj? Ja, jaz imam probleme s ščitnico in to, kar ste povedali, je čisto zares. Ja, in a ne tudi mogoče za kakšnega ščitničnega bolnika, a ne, kako težko je dopovedati, ko si ščitnični bolnik, a ne, da nekomu grejo kilogrami kar gor, 8, 12 in tako naprej, da ne ješ veliko, preden se odkrije neka bolezen, a ne. Tako da, kadar vam začnejo jeti kilogrami gor ali pa silovito dol, ta prvo je treba preveriti ščitnične hormone. Ampak ne samo hormone, a ne, tudi proti telesa, za vnetja in tako naprej. Je premalo samo TSH. Je treba še ostale parametre po ščitnici pogledati. Propustnost črevesja, to je tudi ena zanimiva tema, s katero se veliko ukvarjamo. Celo en zdravnik je bil pri meni na bioresonanci, ne boste verjeli, a ne, ukvarja se prav s tem področjem, ampak je rekel, jaz imam nore težave z napihovanjem. Je rekel, vse teste sem dal skozi. Ni povedal, da je zdravnik, ampak glede na pogovor sem rekla, pa dobro, a ste vi doktor ali kaj. Je rekel, ja, a mi piše, a me poznate, a ste bila pri meni, je rekel. No, in tako. In pa sem ugotovila eno zelo zanimivo reč, a ne, na par živil, kjer je dejansko se pokazala intoleranca in ko jih je izločil, a ne, so bile njegove težave precej manjše. Je rekel, pismo, jaz pa zdaj verjamem, a ne, tudi v bioresonanco. Ni važno, a ne, a verjameš ali ne, pomemben je, da ti najdeš, kaj tebi dejansko korist, pa kaj ne, in se tega poskušaš držati, a ne. Propustnost črevesja je točno to, ne, ko dejansko v kri vhajajo večje molekule, delčki hrane. Ne si zdaj predstavljati, da pol grozda leti, a ne, v kri, ampak to so pač molekule, majčkene, ampak dovolj velike, da jih telo prepozna kot tujek. In potem govorimo o tihih vnetjih v telesu in tega je zelo veliko, ne. Potem pa nastaja kaj? Nastaja lahko revmatoidni artritis, sklepe imate vdebeljene, kar naenkrat začnete odtekati. Lahko se pojavijo druge avtoimune bolezni, tudi prej smo že ščitnico omenjali. Kožne težave, kar izpuščaji po koži, srbečica, lahko se luskavica recimo pojavi, vse take zadeve, a ne, ki so tudi povezane z zdravjem črevesja. In v tej črevesni steni, a ne, so te tesni stiki celic, ki običajno prepuščajo le hranila. Prej smo govorili o presnovi, a ne, to je ta presnova. Zdaj pa, če se te stiki poškodujejo se pa lahko zaradi pač različnih vzrokov, a ne. Jaz sem pač tukaj napisala zaradi vnetja, zaradi stresa. Glejte, stres je zelo pomemben faktor, ampak praktično smo mu vsakodnevno mi vsi izpostavljeni, a ne. Zaradi slabe prehrane, različne okužbe, ki smo jih preboleli tekom življenja. Spomnite se, koliko okužb ste preboleli stoje, a ne. Kolikokrat ste šli v službo, šli ne vem kam, a ne, takrat, ko bi se mogli mogoče uleči, počivati, poslušati svoje telo, pa ste poslušali šefa, na primer, a ne, in tako naprej. Vse to slabi naše črevesje. In potem, če imamo relativno dober imunski sistem, a ne, vse to imunski sistem zazna kot tujek in kaj se zgodi, sproži se vnetje. In to so ta tiha vnetja, ki so prisotna lahko leta in leta, potem pa seveda skozi leta, ki jih pač vsako leto naberemo, a ne, se pa kar naenkrat zadeva začne kopičiti. In ne vem, saj še nismo šli v penzion, a ne,
nekdo gre, se upokoji in rečejo, pismo upokojil se je, zdaj pa kar bolana, ne. Kaj se je zgodilo, ko se je upokojil? Umiril je telo, a ne, ni vsakodnevnega stresa v smislu vstajanja jutranjega, obremenitve tam v službi in pač telo ima čas, a ne, razmišljati, kaj se pa zdaj z mojim telesom dogaja. In so izraženi bistveno drugačni znaki. In začne vse boleti. Ali pa recimo prehod v menopavzo je eno tako obdobje. Ženske kar naenkrat, a ne, začnemo razmišljati, pismo, kaj zdaj boli? Zdaj nogo stegnem, pa me kolen boli, a ne, komolc me boli. Prebavo imam slabšo, švicam, kaj pa mi je, a ne? Ja, mogoče pa bliz mene, a ne, kakšne take zadeve. Ampak ker smo mi tako zelo, bom rekla, navajeni veliko in dobro delati, pozabimo na znake ali pa prve znake, tudi lahko prepustnega črevesja. Megla v glavo, ste jo že imeli kdaj? Jep. Ja, a ne, to je tudi pri ščitnici, recimo, eden glavnih znakov, a ne, kar ne moreš se nič spomniti. Napihovanje, driska, zaprtje, utrujenost, kožne težave, intoleranca na hrano, vse to so najpogostejši razlogi za obisk, recimo tudi pri naši bioresonanci. Zakaj pride do napihovanja po obrokih? Sigurno smo to že vsi doživeli. Eno je prehitro prehranjevanje, požiranje zraka. Zakaj pa prehitro jemo? Zato, ker gledamo zraven telefon, časopis, prepiramo se z otroki ali pa z možem, ali pa z ženo, a ne, kakorkoli. Se pravi, ne razmišljamo o hrani, ki jo imamo pred seboj. In o tem, kako dobro nam je, ko jemo. Marsikdo ima celo slab občutek, ko je. Joj, zdaj bom pa debela, a ne, pa v resnici vseeno poješ na hitro, da boš malo manj debela, a ne. To ženske rade počnemo, ampak v resnici imamo to v glavu. Ampak takrat pri hrani bi dejansko, če nekaj dobrega pojemo, bi mogli uživati. Ker smo se pocrkljali, nam je dobro, a ne. In tudi črevesje je rekel, wow, a ne, super mi je. Če bomo pa že zdaj pa spet malo preveč kaj pojedla, zagotovo bo napihvali. Premalo želodčne kisline, ni jo zmer preveč. Tudi tisti, ki imate mogoče kdaj težave, pa vam rečejo, ja, pa ruprut, pa tako naprej, a ne. Mogoče jo imate pa celo premalo. In je prebava hrane potem upočasnjena. In predolgo traja ves ta proces, a ne, po prebavni cevi, in pride do prevelike količine vretja in dejansko napihuje. Premalo encimov. Jaz mislim, da so prebavni encimi ena najbolj prodajnih, se pravi steklenička, kakorkoli artiklov v teh raznoraznih trgovinah za samopomoč ali pa lekarni. Tako bom rekla, no. Če imate te težave, res poskusite kakšne dobre prebavne encime, to je prva stvar in najcenejša, ki jo lahko naredite, sprobate, da pred obrokom ali pa nekatere po obroku pač poližete ali pa pojeste tisto kapsulo in vam pomaga prebaviti hrano, ne. Potem seveda neravnovesje mikrobiote, to, kar smo prej rekli, razmerje med dobrimi in slabimi bakterijami. Kaj se zgodi, a ne, dejansko spet pride do vnetja in posledično do plinov. Potem neprenašanje hrane, zelo veliko ljudi ima laktozno intoleranco, intoleranco na gluten, a ne. Veliko histamina se izloča ob različnih vnetjih. Takrat je pa treba dejansko biti sposoben reči, a ne, zdaj pa to, če ne prenašam laktoze, bom pač mlek in mlečne izdelke izločil iz prehrane, a ne, in biti toliko strikten, da to narediš, a ne, ali pa si pomagati z zeparjem, ali pa priti na bioresonanco in potem mogoče še
tudi kakšen jogurt lahko pojeste, a ne? Ker se zadeva lahko tako zboljša. Stres, spet smo pri stresu, a ne? Kako boste zmanjševali stres? Boste naredila novo predavanje, bomo imeli drugič. Zdaj vsak stres blaži na svoj način, a ne? Jaz mislim, da jih poznate mnogo načinov, tiste, ki pa uporabljate. Narava. Ja, narava, zagotovo, meni tudi to najbolj pomaga. Zmer znova, kadar grem v gost, a ne, rečem, pa zakaj ne grem večkrat? Ker takrat ne moreš nič več razmišljati o slabih stvareh, zato ker vidiš toliko lepih stvari. Sploh pa zdaj, ko so tako lepe barve, a ne? Ali pa plavajte, ali pa hodite bosi. Skratka, en kup stvari, ki jih lahko delate. Plešte, veste, koliko ples sprosti? Plešte, pište se na plesne vaje, super bo. Vse se boste 10-krat skregali vmes, ampak ni važno. Ta je drug stres, ko te glasbo zraven poslušati. Lahko pa seveda, bodimo pa čisto iskreni, če bomo fižol jedli, ali pa preveč vlaknin, a ne, bo pa tudi prišlo do napihovanja in to je čisto normalno napihovanje. Čeprav fižol, stročji fižol je zelo v redu za zdrave prebavil, hkrati je pa precej lahko prebavljiva hrana. Medtem ko v zrnih, a ne, ima pa svoje strelske pohode potem lahko. Možne rešitve in pristopi. Evo, to je najbolj pomembno, da se to zapomnite, ne. Počasno in zavestno prehranjevanje. Se pravi, jutri, ko boste imeli kosilo, boste veseli, prišli do krožnika, okušali hrano, jo dobro prežvečili, bili hvaležni za poln krožnik in se imeli lepo. Ne boste hiteli jutri na delo. Imeli bomo manjše, pa mogoče pogostejše obroke, čeprav danes je teorij o zdravem prehranjevanju zelo veliko. Jaz mislim, da tukaj je treba spet poslušati sebe. Nekomu sta 2 obroka več kot dovolj, nekdo bo pa rekel 5 manjših rabim, da lahko funkcioniram, a ne. Seveda ne sme biti pa preveč, a ne. Ne zelo obilnih. Podpora prebavi. Kva Nemci spijajo po obroku? Šilce žganja, a ne, to nismo zdaj povedali čisto, ampak ja, kakšne grenčice, recimo tudi lahko pomagajo. Ingver, a ne, zdajle bo počasi čas, da bomo začeli ingverjev čaj kuhati, ki tudi vpliva na prebavo, pomaga za, bom rekla, težave z napihovanjem. Bomo pa povedali, kako se skuha tak dober čaj. Kakšna probiotična hrana, kakšen kefir imejte skozi na zalogi, jogurt, kombučo, ananas, papaja, recimo, ne, to so vse take zadeve, ki so zelo učinkovite, če pač nimamo teh prebavnih encimov. Preveriti intoleranco na hrano, a ne, če imate hude težave, sploh če se pojavljajo kakšne driske, dalj časa trajajoče ali pa zaprtje v končni fazi. Dober spanec, brez telefonov zvečer, prosim. No, se vi ste ta generacija, ki ne uporabljate veliko telefona, ampak vaši otroci, vnuki, ne vem kdo, a ne, imajo pa bistveno preveč. Jaz mislim, da ko bojo oni v naših letih, ne vem, kakšna predavanja imajo takrat, ko bo to vse skurjeno. Tako da, a ne, zvečer res ni fajn uporaba ekranov, no, kakšen film pa le pogledajte. Manj stresa, spet smo pri blaženju stresa, domača naloga, vsak najde svoj kanal za stres. Probiotiki in prebiotiki. Zdaj spet tako, ne, pri teh probiotikih je tudi zelo dvorezen meč, a ne. Zdaj odvisno od reklam na internetu, pol vsi navalijo v sanolaborje ali pa v te trgovine ali pa v lekarne, a ne, sem prebral tam pa tam. Zdaj pa ta probiotik, ni vsak probiotik v redu, a ne. Mi tudi recimo pri bioresonanci, jaz mi rečem strankam, prinesite vse sabo, kar jeste, sicer pol kakšen prinese celo škatlo, a ne, ne vem, kaj vse jejo dodatke, je fajn potestirati, a ne, kaj je tisto, kar pa vašemu telesu dejansko res paše. Ker čisto vsi probiotiki pa tudi niso za vsakega.
ker potem tudi farmacija ne bi dobro švela, a ne, predvsem boljš, da jih naredi celo paleto, da jih pol malo kupujemo sem pa tako. Hidracija, kaj pa je hidracija? Prosim, tamle so kozarčki, voda, dajmo piti, a ne, vodikovo vodo imamo celo. Se pravi, hidracija pri zdravi prebavi je zelo, zelo pomembna. Redno gibanje za dobro peristaltiko, pomagate si lahko tudi z masažo trebuha, treba je pa masirati v smeri urnega kazalca, zvečer, ko se umirite, malo pobožite svoj trebuh, malo ga pomasirajte. Lahko greste tudi na refleksno masažo stopal, to je tudi ena zanimiva masaža, kjer vam bo refleksoterapevt z določenimi pritiski na cone stopal, a ne, uredil lahko prebavo, tako da imamo več možnosti. Kaj so sploh probiotiki, a ne? To so dejansko bakterije, živi organizmi, ki ob zadostnem vnosu prinašajo koristi za zdravje. Kaj pa zdaj zadosten vnos, a ne? Marsikdaj preberete na kakšni škatlici, da morate recimo pojesti, ne vem, 6 do 8 kapsul. Nekdo se kar ustraši, ne, jaz bi se tudi. Tako da mogoče poiščete kakšne take probiotike, ki niso tako naporni za želodec, a ne, ali pa so tudi mogoče v obliki emulzij ali pa, čeprav absorpcija je mogoče pol malo slabša, ampak glih 8 kapsul pa tudi ni fajn pojesti, ne. Zdaj, naloga probiotikov je predvsem, da obnavljajo in uravnavajo črevesno mikrobioto. Kdaj posežete po probiotikih največkrat? Kadar ste jedli antibiotik, a ne, takrat vam potem v lekarni zelo hitro prodajo potem še probiotike. Pol, ko greste na kakšno potovanje, greste v Egipt, a ne, kaj vam rečejo, dajte se založiti za probiotiki, pa vam ne bojo nič koristili, zato ker tam dol morate jesti tiste njihove probiotike, pa njihova zdravila, da bi jo na one bakterije odreagirali, a ne, če so te zastrupili. To je danes res zelo pomembno, no, če boste kaj dosti potovali, tam dol Egipt, Tunizija pa to, pojdite v njihovo lekarno, so že vse navajeni, vejo, kaj morajo turistom dati in boste zelo hitro naslednji dan, boste že skoraj v redu. Tekmujejo probiotiki s škodljivimi bakterijami, ki so naseljeni pri nas v črevesju, krepijo imunski sistem, a ne. Pa več energije imaš, če jih jemlješ. Ja, tudi. Zakaj? Zato, ker je črevesje dejansko odprto. Pa energija izhaja iz črevesja, a ne. Po tradicionalni kitajski medicini, bomo tudi pol povedali, je ta či energija zelo, zelo pomembna. Zdaj, tudi hrano imamo, a ne, ki ima probiotike, se pravi naravne probiotike, kislo zelje, kisla repa, ta kimči, kombučo sem že prej omenila, kefir, no, jaz sploh kefir se mi zdi precej boljša izbira mogoče kot jogurt. Kaj pa so prebiotiki? Prebiotiki v bistvu pa pomagajo probiotikom, a ne, da imajo dejansko hrano. To imate pa doma spet vse, česen, čebula, por, šparglji, artičoke, krasna stvar. Tudi banane in pa polnozrnata živila, to so pa prebiotiki. Mogoče en nasvet glede česna, no, pa zdravja črevesja. Dajte si vsak večer eno majčkeno lunco, tako kot imate noht, odvisno kako dolg, no, rečemo, en majčken košček česna, pa kozarček vode, pa to samo popijte. Nič ne griste, ker pa boste smrdeli, pa vas bojo nagnali domači, a ne. Samo popijte na hitro in dejansko je to čistilo za črevesje, hkrati pa tudi, bom rekla, dobro podpiramo imunski sistem s tem česenčkom. No, pa smo že pri bioresonanci. A je kdo že bil na bioresonanci? Okej, nekateri ste že bili, poznate. To je v bistvu ena naprava, ki izgleda zelo taka enostavna, malo čudna,
kar neke 2 ročke držiš, a ne, pa naj bi pa bil kar super. Pa odskakljal po eni nogi ven, jaz to včasih rečem. Čistko ni, a ne, dejansko gre za vzpostavljanje ravnovesja v telesu. Naprava ne zdravi, da bi govorili, zdaj pa bo šel na bioresonanco, pa bom pa kar zdrav, bolan pa zdrav, pa bioresonanca. Vzpostavlja ravnovesje telesa. In to je ključno. Ker naše telo dejansko ves čas strmi k ravnovesju. No, mi ga pa malo iz ravnovesja ven dajemo, a ne, zdaj bioresonanca ga pa nekako skozi te frekvence popravlja. Kako pa to deluje? Dejansko ima vsak organ, a ne, in vsaka celica v našem telesu ima svojo frekvenco. In bioresonančen terapevt, a ne, s pomočjo pač nekega protokola izmeri ta vpliv frekvence in pa dejansko vse odklone v plus ali pa v minus. Vse to dejansko ugotoviš. Lahko nek organ dela preveč, nek organ pa dela premalo. A ne? Zdaj bioresonančen aparat, a ne, skozi pač svoje te terapije vzpostavlja ravnovesje v telesu. Zdaj, katere so te najpogostejše težave, zaradi katerih ljudje obiskujejo vezano na črevesje, a ne? Intolerance in preobčutljivosti na hrano. Mi imamo pač cele take plate določenih ampulc, kjer lahko potestiramo točno, katera hrana odgovarja vašemu telesu in katera ne. To se lahko skozi leta spreminja, a ne? In zdaj, ko ste vi bila recimo kdaj na bioresonanci, lahko je sprememba, ne vem, v 3 mesecih je lahko razlika, a ne? Nekaj nam odgovarja, nekaj nam pa ne, a ne? Zato bioresonančni terapevti vedno potestiramo cel tisti spekter, kolikor pač imamo tistih tistih ampulc, a ne, potestiramo vso hrano. In s tem prepoznavamo tista živila, ki vplivajo dobro ali pa slabo na naše telo. Zdaj seveda z aparatom ali pa z ustreznimi terapijami, a ne, imamo tudi možnost, da te reakcije telesa na to hrano, ki ne odgovarja, blažimo ali jih pa celo odpravljamo. Potem podpora pri disbiozi, a ne, to je največkrat. Pač neravnovesje, pač te mikrobiote. Zdaj verjetno vsak misli, a ne, ko pride na bioresonanco, saj kaj mi boste stestirali, zagotovo bom imel kandido. Pa ni čisto, a ne. Tako da je pa zelo velikokrat tudi tako, se pravi porast glivic, a ne, ali pa kakšnih patogenih bakterij, virusov. In z bioresonančnim aparatom potem krepimo dobre bakterije preko te harmonizacije pač za samo aparaturo. Potem vnetni procesi v črevesju. Kaj lahko naredimo, a ne? Naredimo lahko to, da zmanjšamo predvsem draženje teh sluznic in pa spet podpora regeneraciji. Kateri simptomi se največkrat pojavljajo, da ljudje obiščejo pač bioresonanco? Krči, driska, napihovanje, to, kar smo šli že prej skozi. Stres in čustven vpliv na prebavo, tudi na to ima lahko, bom rekla, terapevt in pa aparat vpliv, ampak tukaj je veliko delo pač na posameznem človeku. In pa vse te kronične težave, ki se leta in leta pojavljajo, ni pa nič, a ne, bioresonanca, to je tek na dolge proge. To ni tako, da boš 2-krat prišel, pa bo kar zdaj super, a ne. To je potrebno se držati določenih protokolov, podpornih terapij, a ne. Tudi recimo ta kombinacija, ki jo bomo predstavili z Zeparjem, je super. Se pravi, da vi lahko veliko doma naredite, a ne, in pa potem vsake toliko časa pridete
potem spet na bioresonanco ali pa na testiranje, pogledati, kje ste približno in tako naprej. Največ lahko sam zase narediš, noben doktor ne more v bistvu, kakor lahko ti sam zase narediš. Ja, sploh pri kroničnih težavah. Bioresonanca ne nadomešča medicinske diagnostike, to je treba vedeti, je pa podporna metoda. Zdaj tudi, ko boste hodili do različnih terapevtov, vseeno je fajn, da ima terapevt licenco, to pomeni, da ima zagotovljeno oziroma da je opravil izobraževanja, ustrezna izobraževanja, ministrstvo podeli licenco, se pravi za alternativno zdravljenje, in pa potem seveda to licenco je treba obnavljati, to pa pomeni, da si v določenem času spet dal skozi toliko in toliko izobraževanj. Zdaj, bioresonanca pomaga pri, smo rekli, prepoznavanju obremenilnih živil, lajšanju vnetij, to sem že povedala, ampak tole, kar je gospa rekla, se pravi, kombinacija tega, kar lahko sami naredimo, ustrezna hrana, sprememba življenjskega sloga, to je tisto, kar je najtežje za vse nas, se veste. Najlažje je živeti, koliko smo navajeni, precej težje je potem iz te cone udobja iti. In pa seveda, kadar je medicinska terapija nujna, je lahko pač učinkovita podpora. Zdaj imam pa jaz tukaj navedenih nekaj praktičnih primerov iz naše bioresonančne prakse. To so pa zdaj čisto konkretni primeri, brez imenov in priimkov, napihovanje po obroku, se pravi, oseba je po vsakem obroku, ni važno, kaj je pojedla, se je počutila polno, ima občutek zraka in plinov in pa pogosta utrujenost. Tukaj smo stestirali mnogo intoleranc na živila. Tukaj smo pa res praktično izločili, mogoče v tistem začetnem delu terapiranja, da smo pustili, zdaj bom rekla tako, 20 živil. In pa potem res počasi, zelo počasi dodajali nazaj. Tukaj je šlo tudi za harmonizacijo bakterijskega neravnovesja in rezultat je bil, da se je zelo zmanjšalo napihovanje, boljše počutje po jedi in seveda tak človek se potem tudi navadi živeti in jesti drugače. Intoleranca na mlečne izdelke, tega je zelo veliko, po 35. letu ima te težave mnogo ljudi. Pomanjkanje encima laktoze pa imunska reakcija potem posledično. Tukaj z bioresonanco ugotoviš obremenitve z mlečnimi proteini, laktozo, in dela se terapija za zmanjšanje pač občutljivosti. Rezultat po taki terapiji je običajno večja toleranca na manjše količine mlečnih izdelkov. To ne pomeni, da da boš ti pojedel neko palačinko, ki je bila narejena z mlekom. To potem gre, lahko tudi kakšen puding, kakšen sladoled, tako naprej. In to je bistvo. Ne, da si ti čist odrezan, včasih pa je potrebno tudi tako. So pa nadomestki, saj sami veste, veliki. Jaz organsko mleko uporabljam, pa če delam palačinke, pa itak daš tudi radensko. Ja, to je danes precej enostavno, ampak se mi zdi, mamice včasih težko prepričaš pri kakšnem otročku, joj, ne, otrok nujno rabi mleko. Kje pa, sploh pa ne kraviga, se večino so že alergični na njega. Ja, zelo veliko. Teh alergij je res ogromno. Ampak tudi danes je samo mleko, od mleka, tudi to moramo vedeti, kaj vse je mleko danes. Koliko recimo moka. Sindrom razdražljivega črevesja, zdaj mogoče, ko smo pri mleku, če greste v hribe, pa pojeste eno kislo mleko, tisto kislo mleko je ta pravo mleko. Ja, drugačno, tako kamor. Ja, in dosti ljudi ima blazne driske po tistem, se pravi, kislem mleku. Zakaj? Zato, ker
je to popolnoma druga sestava, kot pa to, kar je neko alpsko mleko in tako naprej. Sindrom razdražljivega črevesja, kaj to pomeni? Ne? Menjavanje zaprtja driske bolečine v trebuhu, občutljiv trebuh. Tle je lahko res taka občutljivost, da je bolečina že na dotik, ne? Ko si hlače nekdo zapne z knofom, ja. Je lahko bolečina. Ne? In tukaj so bili možni vzroki, se pravi stres, živčni prenosi v črevesju, pa neravnovesje mikrobiote. Kaj smo z bioresonanco naredili? S sprostitvenimi frekvencami za živčni sistem, regeneracija sluznice, se pravi, da smo delali celično podporo in pa spet uravnavanje bakterij. Ne? Kaj je bil rezultat? Manj bolečin, umirjena prebava in pa bolj stabilen ritem same prebave. Kronična kandida, pri tistih, kako kandido prepoznate, največkrat, ko imate zjutraj obložen jezik, tak silen zadah, pri ženskah se pojavljajo glivično vnetje nožnice, mogoče srbenje tudi na koži in tako naprej. Tukaj gre za čezmerni razrast kandide v samem črevesju. Z bioresonanco smo tukaj zelo uspešni, ker so specifične frekvence proti kandidi in pa spet tukaj podpora imunskemu sistemu, tukaj je treba zelo ukrepiti, ne? In simptomi se seveda zmanjšajo. Kaj pa ukinemo pri kandidi? Sladkor, ne? To je pa res. In ko ga ukinemo, imamo tudi precej manjšo željo po sladkem. No, to so pa tudi en primer, so pa otročki z občutljivim trebuhom, pogosto jokanje zaradi krčev, zaprtje driska, občutljivost na določeno hrano. Mi poleg bioresonance ponujamo tudi Bownovo terapijo, ki jo pač izvaja Bownova terapevtka in so te krčki bistveno manjši. Ne? Že take 3 mesece stare otročke lahko terapiramo zaradi krčev. Seveda mamice pa očki so zelo hvaležni. Zakaj? Zato, ker lahko spijo. Je pa seveda nezrela prebava in nezrelo črevesje, ker določene stvari prinesel na svet, ker mogoče tudi mamica v času nosečnosti ni bila tako zelo pridna, kar se tiče same prehrane. No, zdaj smo pa pri tem, zakaj smo tukaj, in sicer komplementarna uporaba aparatur, bioresonance in Zephyr Pro. Kaj to pomeni? Da bomo danes šli vsi z bioresonanco pa Zephyrjem iz hiše. To ni zato, to je zato, da ste seznanjeni, več veste, boljše je, in pa tisti, ki ga imate, pa zagotovo pomeni, da ste naredili odličen nakup. Kaj naredi bioresonanca? V bistvu bioresonančni aparat deluje diagnostično in terapevtsko, ne? Kar smo zdaj govorili. Zazna smo rekli energijske motnje, neravnovesje v organih. Zdaj sem tam napisala parazite, ki je to najpogosteje ali pa najpogostejše vprašanje, in pa obremenitve z toksini. Telesu pošilja harmonizirane frekvence, da se vrne v ravnovesje, to, kar sem vam prej rekla, ne? Poskrbi, da gre telo nazaj v ravnovesje, če seveda ni preveč ven vržen iz ravnovesja. Kako pa deluje Zephyr Pro? Pa deluje bolj ciljno, glejte, tukaj je seznam vseh teh frekvenc, tole, ko boste naštudirali, boste videli, boste vsi pokali od zdravja, ne? Se pravi, delujemo ciljno z frekvencami, električnimi impulzi, namenjen zmanjševanju prisotnosti, bomo zdaj spet omenili, rečemo parazitov, bakterij, virusov. To je zelo pomembno, to zdaj, ko bo prišel čas prehladnih obolenj, ne? In podpira in razbremenjuje telo. A bi mogoče kaj vidva povedala o recimo prehladnih obolenjih pa Zephyrju? Virus? Takole. 2 zadevi morata biti izpolnjeni, kar se virusov tiče. Imunski sistem mora biti dobro postavljen,
delati na odpornosti, kakšno knajpanje, kako takega. Antioksidanti, spanje, postavljeni hormoni, pa bo šel marsikateri virus mimo vas ali skozi vas ali kakorkoli že, pa se ne bo nič takega zgodilo. Virusi so, od nekdaj so bili, od nekdaj bojo. Kar se tiče bioresonance, veste, da kdorkoli je bil pri nama ali na dnevu odprtih vrat ali kakorkoli, veste, da je zaprt pro oziroma delovanje tista druga polovica. Se pravi, ko pridete k bioresonančarju, naredi neke vrste pregleda, da vidi, kje je prišlo do neravnovesja. In ko vi dobite to informacijo in pridete ali do naju ali do kogarkoli drugega, ki se ukvarja s frekvencami, ki poravnava zadevo, delate terapije, delate vsakodnevno. Tukaj je pomembno, ne zdaj mogoče glih 10 ur na dan, ampak vsak dan. Da telo dobi vsak dan frekvenco. A ne, tako kakor, ko dobite prestrašenega kužka, vi ga morate vsak dan božati, ne samo enkrat na teden. A ne? Da je treba delati in potem prideti nazaj pogledati. Seveda, najboljši znak je boljše počutje. A počasih, recimo, kakšna regeneracija kosti, ne gre tako zlahka. A ne? Zadeva je na dolgi rok. Ja, zato je pa fajn, da imaš to doma. Mi ga imamo možnosti, veste, da se zadeva oddaja. Veste, da se potem lahko ta oddaja gre tudi v nakup. Fajn je imeti doma. Fajn je, kako bi jaz temu rekla, da bi bilo prav? Fajn je, preden greste, preden se odločite za to zadevo, da probate, kaj vam ustreza. In tisti, ki grejo na bioresonanco, zdaj to pa malo marketinško povedala, pa navadi je tako, da če jim na bioresonanci zadeva pomaga, ko grejo mogoče enkrat na 14 dni, razmišljajo, kako bi bilo fajn, če bi jaz to imel doma, ker bi pa lahko to delal vsak dan, pa bi hitreje prišel na cilj. Ja, pa še doma, vas je več, ne, dejansko. Tako. Kdaj pomaga, kdaj ne pomaga. Ne pomaga, če vas nekdo v to sili, vi pa ne vidite štosa. Ne pomaga. Ne kupovati tega nikomur. Bodite bolj tisti, meni je pomagalo, mogoče bi tudi tebi, mogoče tako. Tudi na bioresonanco pošiljati otroke, ki jim ni, ki jih pač raufa. Veste, ko si mlajši, je fajn biti bolan. Malo te pocrkljajo doma, ne. Pa, ko si pa starejši, pa ne moreš v službo, pa imaš majhen drugače, ali pa če preveč boli, pa iščeš, a ne. Tako da, preberite o tem, veliko piše, te dnevi odprtih vrat so namenjeni. Polono so povabila za to, da vam pove kakšno stvar, da jo lahko vprašate tukaj. To je z najine strani, kar se tiče Zaporja. Ok, zdaj pa gremo hitro še naprej. Se pravi, bioresonanca je diagnostik, svetovalec, pove, kaj se v telesu dogaja, Zeper izvajalec, izvede ciljno terapijo. Se pravi, smo rekli, smo slišali vsak dan, celo večkrat, in skupaj tvorita en učinkovit tim. Se pravi, najprej analiziraš, ukrepaš, pa spet preveriš. No, pa gremo še, zdaj sem že kar dolga, ne? Kako pa gibanje vpliva na črevesje? Se pravi, gibali se bomo jutri ali pa tudi danes, spodbudi peristaltiko. Glejte, zakaj imajo toliko težav starejši ljudje, ki ležijo v postelji, a ne, z slabo prebavo, ravno zaradi premalo gibanja, a ne, se pravi, redna telesna aktivnost zmanjšuje tveganje za zaprtje, boljši je pretok krvi, vpliv na mikrobioto, a ne, krepi imunski sistem, kar je jasno. Prej smo že rekli, zmanjšuje stres in pa vzdrževanje telesne teže, ki je dostikrat
tudi problem pri ljudeh, ki imajo težave z črevesjem. Zdaj pa mogoče še malo, jaz sem tudi ljubiteljica tradicionalne kitajske medicine. Tudi jaz. Ja, več nas je verjetno, ne. Tukaj pa bomo povedali, da v bistvu prebavila niso ločena samo tako, ker bom rekla, uradna medicina gleda, a ne, to ni samo fiziološko, to ni samo organ, ki ga je treba postaviti in tako naprej, ampak črevesje čutimo lahko tudi energijsko in pa čustveno. In kaj je zdaj tanko črevo, ne, tanko pa debelo črevo? Funkcija je, da ločuje čisto od nečistega, se pravi hranilne snovi od odpadnih. Vsa ta presnova, ki se dogaja v tankem črevesju, je zelo, zelo pomembna. In je povezana s srcem. Jaz tudi vsem svojim klientom dam na koncu en tak izvid, priporočila in tako naprej in vedno dam tudi eno energijsko vajo za krepitev določenega meridiana ali pa dveh, a ne. Zdaj odvisen, kaj je tisto, kar je najbolj, bom rekla, izven ravnovesja. Kaj pa je zdaj debelo črevo, a ne? Funkcija je izločanje ven iz telesa, izpust snovi, a ne. Debelo črevo je pa zelo, zelo povezano z pljuči. Se pravi tisto, kar doživljamo, a ne. In kadar so prisotne težave z dihanjem, tudi s kožo ali pa imunsko oslabelostjo, vse to seveda izvira iz črevesja, ne. Kaj pa je to v čustveni povezavi? Je pa to nekaj, kar ne želimo v bistvu izpustiti. Recimo to je lahko žalost, veliko žalosti, žalovanje, lahko tudi zadrževanje nečesa, lahko tudi, ne vem, zadrževanje jeze, čeprav to je potem vpliv na sama jedra, ne. Prej smo rekli, da je črevesje kot center či energije, ne. Dejansko je to črevesje vir pridobljene energije. Kje imamo pa shranjeno tisto življenjsko energijo, s katero se rodimo? Kateri organ je pa to? Tako, ledvica, a ne. Ledvica je pa ognjišče, bomo rekli. In ko tebi zmanjka ognja v ledvicah, potem hodiš po svetu praktično brez energije. Zato je tako zelo pomembno, da krepimo to energijo. Tako črevesno, a ne, da podpiramo črevesje, da ni šibko, da je močno črevesje, dobro črevesje, da imamo dobro energijo, a ne, da smo bistri, bistrega duha, a ne, in pa seveda močen imunski sistem. Takrat vemo, da smo nekaj z našim črevesjem naredili. Ledvica so pa center vitalnosti in moči. In povejte vašim otročkam, sploh če imate kakšne punce, stare 15 pa 18 let, a ne, ki skozi kažejo ledvica imajo odzunaj, a ne, pa trebuh, ja. Rečem, pokrite ledvica, a ne, jedro je treba krepiti, moški sploh, delite vaje za krepitev jedra, pa tudi ženske moramo to delati, in pa dajmo ledvica greti, a ne. To je treba pokrivati, to je treba imeti na toplem. Vedno. Tako vedno. Pozimi, ko ženske nosijo te kratke jakne, to je skrajno neumno. Ja, to je izguba v bistvu ognjišča življenja, a ne. Ampak, a veste, zakaj mladi to še ne čutijo? Zato, ker pač izgubijo toliko in toliko atomov te energije. Ampak to, ko si pa 50, se pa spomniš nazaj, a ne, kolikokrat te je zeblo čez ledvica. Pa še vse imajo ginekološke težave. Ja, seveda, a ne. Tudi vpliv na plodnost je, a ne, na spolno energijo, na kosti in možgane, a ne. In pa predvsem življenjsko moč. Meni se zdi, da zdaj vedno več ljudi, ki srečuješ, kar tako so, a ne. Ne morem nič, kar zmatram, kar to, a ne. Kaj svetuje tradicionalna kitajska medicina za zdravje črevesja? Topla, kuhana hrana. Tule ni mrzle hrane. Redni obroki približno ob isti uri. Saj to so že naše babice redne, a ne. Zmernost, ne preveč sladkarij, mastne hrane, alkohola.
čustveno ravnovesje, spet smo na tem. In pa potem imamo pa še možnosti akupresura, akupunktura, določene točke, ki so za harmonizacijo želodca, debelega črevesja, vam bom zdaj pokazala. No, dajte zdaj se takole malo potelovaditi, takole postaviti in najdete točko na meridijanu želodca, ki se nahaja približno 4 prste pod kolenom. Kje pod kolenom? Glejte, približno 4 prste, Tako si dajte 4 prste, takole približno, tudi ko jo vi, čutite, da zaboli, ko pritisnete. No, to je super. To je super, tiste, ki zaboli, Pritiskite, masirite, vedno masirite v smeri urnega kazalca, krepi prebavo, dviguje energijo, ko tako živčni, kar malo se pomasirajte, se noben nam vedel, zakaj to delate, vlak čakate, takrat je treba se pol naprej, ali pa kjer se dolgočasite, ali pa ste na avionu dolg časa, pa tako naprej, enostavno masirate. Potem pa še točka na meridijanu vranice, se pa nahaja približno 3 prste nad notranjim gležnjem, takole približno, ob goleni, ta točka je lahko tudi boleča, Ta je pa mogoče še bolj boleča kot, a čutite? Kaj je s tem meridijano? To je pa za vranico. Vranica pa zviri pa je boli, kot in refleksno. Harmonizira vranico in želodec, to sta v bistvu oba organa, ki sta dejansko res tudi zelo, bom rekla, občutljiva na bolečino, kot ste rekla, tudi pri refleksni masaži stopal. Tudi ta izboljšuje prebavo, pomaga pa tudi pri hormonskem ravnovesju. Jesen je čas črevesja. To smo že tudi povedali, kako je tole povezano, pljuča, debelo črevo, koža. Mogoče nekomu se spustijo mozolčki, pa kakšna srbečica po koži. To je treba takoj gledati. Gledamo črevesje, gledamo vranico, gledamo jetra. In pa seveda debelo črevo kot tako. Tudi recimo pri pogostih prehladnih obolenjih ne krepimo samo pljuč ali pa samo imunski sistem. Včasih potem imunski sistem še bolj nateramo, in je slabo. Se pravi, ti ga moraš umiriti moraš ta vnetja, potem ga pa krepiš, ko enkrat postane telo že tako odporno na določene viruse, bakterije in tako naprej, vse to, kar kroži mimo nas. No, za konec pa, da boste imeli jutri eno dobro jesensko juho z bučo, ki je veliko tega že zdaj na vrtovih, pa vse povsod, imate pa tukaj en recept za toplo bučkino juho s proseno kašo. Prosena kaša je super živilo za podporo vranice. Pa krepi srce. Tudi, proseno kašo lahko date v juho, lahko jo samostojno naredite ali pa s kakšnim tem rastlinskim mlekom, malo kakšnih oreškov zraven in imate super krasen obrok. Tudi za v službo jo lahko nesete hladno. Bolj fajn je, če je topla, če jo lahko pogrejete, še toliko boljše. In tako lahko naredite proseno kašo s slivami, skratka in kupite izdelek. Potem pa še topel napitek za pljuča in črevesje, to je pa s hruško in začimbami. Tukaj imamo pa 2 zreli hruški, vodo, košček svežega ingverja, lahko tudi malo cimeta dodate. Zdaj pač piše za 2 skodelici, jaz tega to ponovadi skuham kar na liter, žlička medu in to imate en tak super napitek za podporo tako črevesja kot tudi pljuč. Prej sem že omenjala tudi ingverjev čaj, recimo pri nas doma je moj mož strasten ljubitelj, bom zdaj tako rekla, zdravega načina življenja. Vse to, kar jaz predavam in izvajam,
on uresničuje in živi, jaz mogoče malo manj, ker imam premalo časa, ker se z vsemi drugimi ukvarjam. No in ta moj mož naredi v jesenskem času, čakajte, zdaj se moram spomniti, da začne, mislim, da 15. oktobra pa do 15. aprila vsak dan skuha 3 litre ingverjevega čaja, tako koreninco jo nareže, 3 litre vode, se pravi narezan ingver, poda pa noter 6 lovorjevih listov in pa dokler ima zaloge oljčnih listkov, ampak seveda oljka ne sme biti špricana, ne. To skuha, zavre, mislim, to se pravi čaj s temi sestavinami zavre, samo zavre in potem pusti, ne. Oljčnih. Ja, kaj pa vem, in jih 12, mislim, ali zelo natančen človek, pa 6 lovorja, ampak po 15 minutah morate vi ven pobrati, zato ker to pogrenijo, ne. In to je super čaj za zniževanje recimo sladkorja krvnega, za nižanje pritiska in tako lahko se pije mlačnega, toplega in tako. In seveda podporo črevesju. To so bilo 3 litre vode. Ja, 3 litre vode, ena taka korenica ingverja, 6. Narezane ali Ne, cela? celega. Aha. Pa enih 12 tistih listkov. Pejte malo narabutati, zdaj jutri bo lep dan dol na Primorskem. Se bojo dali. No, to sem pa jaz. A to cel dan, mislim, to v enem dnevu spijemo? Ja, ne, to zdaj spijemo pač vsi doma. 3 smo, vsak malo. Tu pa še naše podjetje, tamle so tudi naši letaki, če bo koga zanimali. Sploh se nisem predstavljala, ampak gor je pisalo, na trop sem jaz. Tole je tudi moj kontakt, če bi koga zanimali. Evo, tu je pa ena fotografija, ki jo je naredila moja sestrična iz Osovnika, tamle nad Medvodami. Ona je sicer skoraj da ne na pol profesionalna fotografinja, zato je uspel takole dobiti tele kamniške Alpe. Tako da kaj to pomeni? To pomeni, da nas kliče še vedno lep dan. Izkoristite ga jutri, ko smo se mi dogovarjali za tole predavanje, je bil dež. Ko nismo vedeli, da bo takle lep vikend, če ne bi se zmenili na kakšen bolj deževen, ampak se vseeno jutri je še čas za to. Tako da hvala lepa. Hvala. Hvala. Hvala vam.